Velenje na današnji predstavitvi knjige Nekdaj Velenčana, domačina Dušana Brešarja, verjetno ga vsi kar dobro poznate, že 32 let, živi v Ljubljani, velik del časa je delal v knjižnici slepih in slabovidnih, Minketska Brne v Ljubljani in nekako skozi vse to svoje strokovno delo preučeval zgodovino opismenevanja slepih in slabovidnih in vse to je sedaj strnil v tej knjigi Dotik besede, ki jo bo danes predstavil. Z nami je tudi knjižničar Luka Pavlin, profesor slovenščine in knjižničar, torej prav tako v knjižnici slepih in slabovidnih Minketska Brne. Tako da želim vam prijeten večer in zagotovo bomo izvedeli veliko novih in koristnih informacij. Izvolite. Hvala lepa. Torej, jaz sem Luka Pavlin, kot je gospa iz Velenjske knjižnice omenila, delam v knjižnici slepih in slabovidnih Minketska Brne. Prevzel sem praktično delovno mesto svojega kolega Dušana Brešarja Mlakarja, s katerim se bom danes pogovarjal o njegovi zadnji knjigi Dotik besed. Dušan, lepo pozdravljen. Hvala, Luka. Zdaj bi pa jaz mojega Luksa predstavil, da boste vedeli. Namreč Luka je pač moj naslednik, jaz sem vesel, da je prevzel področje, ker je pač super fant in tudi sposoben za to. Je diplomirani profesor slovenščine, prihaja iz Gorenjske, trenutno živi v Savinjski dolini. To pa zato, ker so ga Gorenjci izgnali, ker je premalo škrt. In zaposlen, kot se rekel, je v knjižnici. Tako, hvala Dušan. Dušan, pa odbiva k prvemu vprašanju. Najprej me zanima, kaj si se prvič srečal s slepimi in slabovidnimi? Ja, jaz, ko sem 99. leta se zaposlil na zvezi, sem pravzaprav imel občutek, da v slepoti nimam nobene veze oziroma nič ne vem. Popolj začel sem malo razmišljati, pa sem ugotovil, da pravzaprav vse življenje nekako ta slepota sicer je bila odrinjena, neprepoznavna, ampak sem se skozi srečeval. Recimo pod mano sta živela brat pa sestra Šoma, Alenka pa Andrej, ampak sta bila toliko starejša, da enostavno se nismo kaj dosti družili, nisem večkrat starejša, sta bila sem se pa poznali. Potem seveda Mojca v Kekcu in tako naprej. Prvi človek, ki se ga spomnim kot otrok, ko sem ga videl, je bil pa Jože Greže, ki je pol na najna stara leta postal tudi moj dober prijatelj. Sem ga parkrat tudi v Mariboru obiskal, bil pri njemu in tudi napisal nekrolog, kljub temu, da mi je zabičeno ne smem, ker sem jaz delal, da je to primerno temu, da se prijatelj tako nekako oddolžim za vse te lepe zadeve. Tako nekako je bilo. Potem pa se je nadaljevalo. Kaj te je pa spodbudilo k raziskovanju zgodovine slepih? Zdaj, da ti vrnem kompliment, ko si rekel, da sem jaz tvoj mentor. Leta 19 smo začeli pripravljati tisto monografijo ob 100-letnici Zveze. Zveza je najstarejša nevladna organizacija na Slovenskem, ustanovljena 4. novembra leta 1920. In potem me je Luka vprašal, če poznam eno Julko Bezek. No in seveda, jaz sem tistih letih za Julko Bezek slišal, ampak nič več. Ko sem začel pa brskati, sem pa odkril v mojem fasciklu, čisto na ključu, ne vem, kje sem dobil tisti dokument, ko je bilo gor enih 8 časnih članov, za katere je zveza sploh ne vedela. V tistem obdobju, do tistega obdobja mislim, da je imela zveza uradno navedenih 4 časne člane, neka mehna številka je bila. No, na koncu po zaslugi Dušana smo jih dobili 16. Mislim, so še nekaj dodatno ob obletnici potrebili. Neke dodatne podelitve so bile še, ampak se je pa odkrilo tudi precej novih častnih članov, za katere v tistem obdobju nismo videli. To je bila Dušanova zasluga. In potem smo razstavo pripravili vseh teh 16 ljudi, je bila ena taka fajna velika razstava tam v knjižnici, se izgleda, ko treba pa še biografije potegneti, napisati, to so pa skupaj potem naredila, te biografije, malo ti, malo jaz. Ja, tako. No, ampak ti si bil tudi
Pa in si še velik ljubiteljski raziskovalec zgodovine. S kakšnimi oziroma s katerimi vidi si pa imel največ težav? To vam bom povedal eno zgodbo. Za Danico Vogrinec ali pa za dom Danice Vogrince v Mariboru ste vedno slišali. To je bila ena gospa, ki je bila zaslužna za to, da so sled v Mariboru dobili svoje prostore. Ampak zdaj ona je umrla leta 1972 in so vsi dejansko pozabili na njo, razen tega, da je dom, kamor bojo prej šli Mariborčani šli. No in to je bilo v času korone, sem jaz klical v tisti dom, pa so rekli, zdaj se pa nimamo časa z vami ukvarjati, glede na to, da imamo korono in te probleme, počakajte. In seveda jaz sem se potem lotil brez njih te zadeve, pa sem klical na občino, pa na pokrajinski muzej, pa ta muzej NLB v Maribor, pa vse je bilo zaprto, nikjer nobenega. Potem je en prijatelj, sled iz Žalca, Brane Gut, mi je zrihtal en kontakt od sestre njegove, ki je potem najdel nekaj članke o smrti. No in potem sem videl, da je na grobu brala govor, oziroma imela govor Zora Tomić. Zora Tomić je bila takrat, ne vem stareči, se boste spomnili, je bila v vrhu jugoslovanske socialnega dela. No in potem je bil problem od Zore Tomić, ki je tudi naša časna članica, bilo dobiti telefonsko številko. No in to sem nekako s tisto številko, ko sem priklical malo morje ljudi, sem ne dobil številko, in sem dobil moža. Pa povem, kaj me muči, pa pravi, Zora vam pa ne more pomagati, Zora je pa toliko dementna, da še za sebe ne ve. In je bil seveda spet en pamec. Je rekel, ampak jaz pa sem prepričan, da Tone Vogrinc je njen sin. Sem rekel, super, enkratno, pišem na Smučarsko zvezo, naj mi dajo mail, in če za 3-4 dni se mi ta euforija spet v depresijo pade, ker Tone Vogrinc ni njen sin. In tako poteka ta raziskava, in potem vmes sem poslal 2 slepa na Pobreško pokopališče, da sta grob poiskala, da smo imeli približno, kje je pokopan, 2 slepa, Darika pa Vajka. No in kliče, če lahko dobi kakšne podatke o njej, rekel, nič nimamo razen datuma pogreba. Ampak je bila tam ena gospa, ki je bila zelo prijazna, je rekla, če mi vi napišete prošnjo, jaz bom to posredovala lastniku oziroma najemniku groba in bom potem, če se bo on oglasil, se bo oglasil več, pa jaz moram pomagati. No in res, pol se mi je, čez kakšne 14 dni se mi je sin oglasil in mi je pol posredoval podatke. To je bila ena zadeva. Druga stvar, iskal sem eno osebo, Julko Gustić, Slavko Gustić, ki sem je iskal po celi Jugoslaviji in na koncu sem najel v Šoštanj. Ona je bila pa tukaj je bila v moje mladosti, se pravi tam do leta 1972 se mi zdi, da se je upokojila, je bila pa skrbela za socialno varstvo oziroma delo tukaj v Velenjski občini v Šoštanju. Tako se pač to grejo te stvari, od euforije do obupa, tako gre ta raziskava. Drugače pa kaj, kje iščem? Dopisoval sem se z Gradcem, za šolo Utiljem, pa z nunami iz Gradca, ker v Graško šolo so nune vodili do leta 70, se mi zdi. Potem je Ptuj, Maribor, Ljubljana, Nadškofijski urad, tako v tem smislu je to, si s tem pomagam. Pa seveda ustni viri. Tako. No, tvoja knjiga je kar obsežna, koliko časa si pa zbiral gradivo za knjigo? Ja, vse življenje. Tako je, pisal sem jo intenzivno pol leta, to res po 12 ur na dan, lahko rečem, pa zbiral gradivo, pa te stvari,
Drugače pa tako, no, jaz sem štel zadnjič, jaz sem za zvezo, za časopis Obzorje, pa za mojega prijatelja, pa za Obzorje za žene in družino, sem v 4 letih napisal, mislim, da je 70 člankov. Se pravi, to so članki 3 strani dolgi, 100 vrstic, približno. To formo sem si izbral, ko sem mislil, da je to najboljša forma, tako za časopise, za brajico, kot za zvok, ne. Potem je bilo pa še nekaj člankov, ki sem jih objavil v različnih teh strokovnih revijah, kot je recimo Šaleški razgledi, Loški razgledi, Zvon, Mohorjeve družbe, Večer, Gorenjski glas, Amfiteater. Zdaj imam 2 članka za arhiv, pa za zgodovino, za vse. Tako so zdaj se nabrali, ne vem, po mojih 80 člankov se nabrali v tem času in je potem bilo treba malo zreducirati, pa še malo dopolniti in je potem res tista pol leta. A povem še zgodbo, kako je nastala? Smet. Skratka, tako je bilo, videla z Ifigenijo Simonovič, sva šla v Celje, ko naj je Sebastian povabil na neko prireditev in sva rekla, to si bomo gledala, pa si bomo gledala, pa je bilo vse zaprto, skleda, da je bil povedal tam, potem sva tavala tam okrog in je rekla Ifigenija, veš kaj, greva pa še na Zvon od Mohorjeve družbe. Jaz z Mohorjevo družbo že sodelujem že od 85 leta, takrat je bil urednik, znamen je bil Rafko Vodeb, to je bil takrat z Vatikana priznan eksorcist, mimogrede je bil moj mentor. No in sva šla in potem se z eno mlado urednico pogovarjamo tam in rekla, joj, a bi ti kaj napisal za nas, stalno imamo ene in iste avtore, ene in iste članke not, pa bi nekaj novega naredili, ne. Pa sem rekel, gledal, ok, bom, ne. In pa do kdaj? Ja, 3 strani. Pa sem rekel, to je pa malo tako malo, ne. Sem rekel, jaz bi imel pa več. Pa pravi, ok, no, pa dobro, pa dajva 6, a ne. Pa sem rekel, gledal, ok, pa 6, ne. In potem sem do konca avgusta sem napisal 6 strani in me to je bilo leta 24, ja. In me sred septembra mi piše, da pač oktobra ne bo, no, da ima preveč tekstov, da bo decembra. Sem rekel, ok, super, ni problem, da izbriši vse, kar sem ti poslal, ti bom novo verzijo naredil, ne. In sem mi do konca oktobra sem mi naredil novo verzijo in sred novembra mi pa napiše, da tudi decembra ne bo, no, da ima preveč tekstov, ampak da bo pa februarja. In februarja me pa kliče, pa pravi, februarja bo not, ampak to da skupaj z Evgenom Bavčarjem. Zdaj, doktor Evgen Bavčar, verjetno ga poznate, 3-kratni doktor, državljan Evrope, oziroma priznanje je dobil tudi strani francoske vlade, fotograf meseca je bil v Parizu, bor za pravice slepih. In jaz ga pokličem, rečem, Evgen, skupaj bomo imeli članek not, ne, zadeve. O, super, ga bom prebral. Pa jaz pravim, Evgen, kaj bote čakal? Jaz vam pošljem. Pa mu ga pošljem, pa me čez, ne vem, 3-4 ure me pokliče, pa pravi, tako dobrega teksta, kot je vaš, je še življenje, nisem prebral na to temo, vi morate knjigo napisati. Sem rekel, ok, Evgen, jaz knjigo, vi pa spremno besedo. Je rekel, ja, povedal. In potem me pa kliče še Sebastian Kamenik tam, pa reče, dej naredi projekt, mestna občina razpisuje neko za knjigo, tretje, dejva iti. No in smo dobili sredstva, no in potem sem pač mogel knjigo napisati. A ja, pa Sebastian je na VTV izjavil, da letošnjo leto bomo izdali knjigo z Dušanom Brešerjem. In sem rekel, jaz seveda, da se nam bo povečal volilne priče na Naprej si povedal, da si slepe, prav se tudi, da so šli po grobavih, da so iskali letnico razigranec smrti za danico Vogrinec.
A so slepi in slabovidni sodelovali tudi pri nastajanju te knjige? Ja, Silva Pregl iz Ptuja mi je napisala eno pismo v Hebaldovi pisavi, to je pač ena od predpisav pred Brajevo, tam se lahko pogledate stvari, pa tudi tukaj gor se vrtijo te zadeve. Jaz sem jo poklical, pa sem rekel, Silva, jaz sem ti, da znaš Hebaldovo še pisati, pa je rekel, ja, bom pogledala, imam nekaj zaprašeno in je potem v tem smislu. Sem pa poklical, pa se spraševal malo slepe okrog tega in so mi pač povedali določene stvari, drugače pa tako, no. Gradiva je dosti, ampak ga je treba najti. Nekaj člankov sem pa celo kupil, ker je bilo treba v tujini pač, drugače sem prišel do njih. No, v knjigi omenjaš predvsej teh zgodovinskih osebnosti, ki so povezane pravzaprav z oziroma povezane z opismenjevanjem slepih in slabovidnih. A si naredil tudi na kakšno zgodovinsko osebnost, ki te je še posebej presenetila ali pa navdihnila? Ja, jaz bi rekel, najbolj me je navdihnila, oziroma bilo prav zanimivo, je bilo Marija Terezija von Paradis, tukaj boste jo tudi videli, oziroma ste jo že. Ona je bila vrhunska glasbenica, za njo so pisali Salieri, Mozart, pa cel kup teh in je bila tudi zvezda evropske te smetane. No in eden je naredil pač eno tako stavnico z izbočenimi črkami in je potem ona lahko si zaradi tega dopisovala. In je, ko je temu Kemplu se zahvala preko pisma, za to, da je zdaj omogočil komunicirati, da lahko si dopisuje z prijatelji in te stvari, je to pismo prebral en Weisenberg iz Mannheima in je bil ful navdušen in je on spet preko časopisa napisal pismo, draga mlada dama, všeč mi je to, kar počenjate, dejte, ostanite, ste intelektualka in tako naprej, želim se dopisovati z vami. In sem si potem dopisovala 3 leta in je ta Weisenberg jo je učil vse stvari, ona je sicer bila vrhunsko izobražena glasbenica, splošne izobrazbe pa ni imela, zato ker je pač v tistem času je za ženske veljalo Kinderkirche Kuche, in je potem, njej je ta slepota tudi omogočila, da je ostala tudi vrhunska glasbenica, da je v bistvu poročili, ker je tudi Marija Terezija, v prvi varianti je bila celo, ta cesarica je bila celo botra Marije Tereziji glasbenici, ker njen oče je bil neki visok vladni službenec. No in je potem se ta dva dopisovala in je pol tako, že bilo kar na meji ljubezni, ampak žal si pol enega drugega najdla, ki je potem za njo tudi izumil neko stavnico, da je lahko skladala in da si tudi lahko zapomnila. Mozart je celo ena sonata, najbolj znana sonata od nje je Mozartova je prav Salieri, Paradis, von Paradis se imenuje, ona je na koncu tudi učila, je celo ena take karte izumila, zvočne, da so se špilali s kartami, da so zamenjevali te note, četrtinke, polovinke, te zadeve, za slepe. Je pa zelo vplivala na Ovija, na tega učitelja, prvega ustanovitelja prve šole na svetu, ko mu je razložila te njene in Weisbergove metode in je prav tudi Ovij napisal, to smo potrebovali, srečanje z Terezo von Paradis in metodami Weisberga je pač prineslo metodo, po kateri bomo učili slepe. Ja, v svoji knjigi predstavljaš zgodovinska obdobja opismenjevanja slepih. Katero obdobje se ti pa zdi, da je bilo najbolj prelomno v slovenskem prostoru za opismenjevanje slepih? 1888 se mi zdi, da je Graška ustanova se ustanovila, šola,
To se vsi sklicujejo, čeprav prej so bile že v Lincu, na Dunaju, Budimpešti, v Pragi, v Parizu, ampak govorim za Avstro-Ogrsko. Edino pa v Zagrebu, edino Slovenci nismo imeli svojega zavoda. No in je potem tam v Gradcu se je začelo najbližje šolanje, veliko v slovenski pokrajini, in tam se je zaposlila Rozalija Glaser iz Ruš. Meni je bilo to zanimivo, ker sem v Rušu šolo vodil in to familijo Glaser poznam. Alenka Glaser je bila moja mentorka, kar se tiče poezije pa pisanja. Njen oče Janko Glaser je legenda knjižničarstva v Mariboru. Tako da, no in takrat je bilo to Marija Rast tam na Maribor, tam je bilo enih 6 otrok, še celo več, polovico jih je tam do 2., 3. leta jih je takoj umrlo, 3 punce so postale nune, 2 so učile v Gradcu, no in ta Rozalija Glaser je pa dobila nalogo, da naj začne poučevati slovenske učence v slovenščini. Prejšnji ravnatelj, ko je piše nov ravnatelj, prejšnji ravnatelj je rekel, da Slovenci nikakor, da se učijo slovenščino, oni so Nemci, morali nemščino se učiti, ta novi ravnatelj je pa začel. No in seveda, ker je pač Brajica nima šumnikov, je potem Glaserjeva to vzela iz češke abecede, iz češke te šumnike in je naredila v bistvu tako eno Glaserjevo Brajico. In to je bilo okrog leta 1900. To je se pravi 20 let preden se je sploh en zavod ustanovil v Ljubljani, v Sloveniji. To mislim, da je bilo prelomno. Takrat se je začela neka taka, če rečemo v navednicah, črkarska pravda na področju Brajice. Ja. Tam je bila tudi ena Bezlajeva, ki je potem tam okoli leta 14 izstopila iz reda, to so bile sestre Usmiljenke, in potem so se šli, kako se pravilno pišejo slovenski šumniki. Zdaj morate vedeti, Brajica, to, kar imamo mi tukaj, ta Brajica za menoj za hrbtom, to je Brajica, bomo rekli, na 1. stopnju. Brajica ima celo 7 stopenj, ima celo za doktorat, tiste razne vijuge lahko se tudi v Brajici pišejo. In je znamenje, recimo v slovenski Brajici, je lahko čisto drugačno, kot pa recimo v francoski ali pa v nemški. In zdaj ti šumniki so v nemški ali avstrijski Brajici, so SCH-ji, EI in tako naprej, in je ta Bezlajeva rekla, da to pa ne gre, da ko njeni učenci to berejo, ki so seveda takrat je bila nemščina uradni jezik, pa tudi ljudi so v glavnem nemško govorili, učili, ko pride do te črke, s tem zatakne, zato ker ne vejo, ali je aj ali je š, kaj pomeni. In je ona predlagala, da bi bila 2 znaka. Se pravi, 4. pika, mislim, da je 4. pika, pa recimo C, bi bil Č. Zdaj to je pa slabo iz tega stališča, ker upočasni branje. To sicer nihče ne delajo, ampak več ko je znakov, počasneje se to bere. In iz tega stališča to seveda ni prevladalo. Tukaj je za ta črkarska pravda, to je bilo kar ene dopisovanje, 2, 3, ne vem, 4 članke so bili v Slovencu in so potem na koncu je pa seveda prevladala ta Glaserjeva Brajica. S tem, da seveda pol imamo 3 čeje, 3 čeje imamo zdaj, Glaserjeva je uveljavila en č, tiste češki, potem, ko so se združevali z Jugoslavijo, so leta 20, oziroma 21 so poenotili in smo pol mi prevzeli hrvaški č,
ki je v bistvu X, 1, 3, 4, 6, je ta brajica, ta X, ne? No na koncu je pa prevladal pa tako je zdaj 1, 6, ne? Tako je, 1, 6, ne? Ja, da so govorili pol to v teh treh čajih, ne? Kaj ti je pa predstavljalo največje veselje pri pisanju knjige? Pa bom pa rekel, kaj bi pa največji izziv? Ali da samo gradivo, ali je bilo še kaj drugega? Ja, kaj ćemo reči? Izziv mi je bilo to, ker je v bistvu sem stalno nekaj novo odkril, ne? Stalno je v bistvu tako, dejansko med slepimi, recimo bom rekel, med slepimi veljal to, da je recimo Louis Braille, da je izumitelj brajice, ne? Ampak on je, ok, po njem se imenuje, ampak pred njim je bil Charles Bardier, ki je pa naredil svojo pikčasto pisavo. Problem tam je bil ne 6 pikov, ker je zdaj, ampak on jih je imel 12. Ne? In potem seveda tistih 12 pik ne moraš, se ne da potipati, ne? Pa še prekomplicirano je bilo zadeve. Ne? Čeprav je on že to tablico, Braillevo tablico zapisane, je že on izumil. Recimo, ali pa še prej je bil Lana Terci, ali pa bil je en možakar, ki je tudi delal za slepe, ki ga zdaj poznamo po kardanskem zglobu, ne? Ker se je pač pisal kardan, menih je bil, ne? Tako pač take zadeve. Ne? Ali pa recimo zlata doba islama, ne? Si to mislil? Ja. Ne? Namreč v islamu je bilo tako, da so v zlati dobi islama so imeli, to je tam leta 500 našega štetja, so imeli slepi to, kar se tam zgodilo, to so socialne transfere, dobivali so zastonj stanovanja, imeli so vodiče, živeli so blizu cerkva, ni jim bilo treba beračiti. Skratka, že takrat so gledali v islamu predvsej bolj napredno na slepe, kot v primerjavi z Evropo tistega časa. Točno to, ja. Ker medtem, ko so jih recimo stari Grki še pobijali, slepe oziroma te novorojenčke in te stvari. Ja, v srednjem veku so jih zapirali, ne? Tako, v azile, ja. So jih recimo na Japonskem so imeli poklic, so bili maserji, na Kitajskem so imeli svoje združenje, v Kairu so poučevali, tam je bil en vidim slepi, ki je v bistvu, da je ta, kaj je ta puščavnik, no, ta sveti mož puščavnik, Anton Puščavnik, ga je občudoval, so ga hodili gledati, kako to on poučuje. Potem se spomnim ga Almari, ki je zaslovel vse pri mene, v tem, da so ga med tem islamsko revolucijo, ko zdaj traja tam od leta 2004, so ga njegovim rojstnim krajem, so njegov kip obglavili v Tuniziji, so pa njegovo poezijo prepovedali. Recimo, tako mislim, da so take malenkosti oziroma zanimive, ne? Kot tudi pišem o tem, ne? Če se vrnemo še malo k brajici, kakšen pomen pa ima brajica po tvojem mnenju za slepe danes? Jaz mislim, če ne bi bilo brajice, da bi slepi danes še zmeri prostjači. No sej, v nekem pomenu še zmeri prostačijo, ne? Zato ker ta Brailleva vrstica stane, ne vem, od 3 do 5 tavlnikov minimalno, ne? Zdaj še kakšni drugi tehnični pripomočki, ki so tudi blazno dragi, ne? Tako da zdaj morajo še zmeri fehtajo, da dobijo sredstva, ker ta Zavod za zdravstveno varstvo nekaj da, nekaj ne da. Vem, da je, ko sem še jaz delal, je ta pisalni stroj, kaj je dobil enkrat v življenju. Ja, takrat je bilo še tako, da so dobili brajico, oziroma Braillevo vrstico, enkrat v življenju ali pa pisalni stroj. Tako. Zdaj se je to mečkaj izboljšalo. Ja, zdaj dobi na 5 let, tako. Ja, pa tudi takrat so dobivali te radije oziroma kasetofone, oziroma predvajalnike, so tudi dobivali, ne vem, na 5 let, koliko to je taka zadeva uporaba, kot vsak na dan jutar lahko, ne. Tako da,
Ja, Brajica. Zdaj tudi ko so, recimo, ko so ta nevrologi, ko delajo te poizkuse, oziroma te meritve možganskih tokov, so ugotovili, da tisti, ki uporabljajo brajico, imajo bolj razvite možgane, ne ti dobesedno vzeti. Pač tudi se ta center za pismenost oziroma za pisanje se aktivira, pa zdaj pa čist intimno oziroma čist moje mnenje, da ljudi, ki pač uporabljajo brajico, so pač bolj razgledani, to je pač moja praksa zdaj, in pa še nekaj je, pismenost. Tisti, ki uporablja brajico, ve, kako se beseda zapiše. Ker mi izgovorimo nekako, recimo rečemo kdo, napišemo pa KDO, recimo, in še cel kup je takih besed, tisti, ki uporablja brajico, to pač zna tudi pisati in napisati pravilno, slovnično pravilno v tem smislu. Ja, ne samo pismenost, tudi samostojnost do neke mere omogoča. Zdaj so seveda ogromno stvari digitaliziranih, ogromno stvari je dostopnih, čeprav s temi programi je tako, zmeri se ti, tako kot se jaz pogovarjam s temi slepimi in slabovidnimi, so zmeri, ko se nadgradi, zmeri nekaj zašteka. Recimo Adobe, ta PDF, ki ga vsi uporabljamo, je bil lastnik Adobeja, je bil en slep človek. Ampak slepi niso mogli PDF-ja uporabljati, ne vem, 10 let, kar se je porabilo, tako da so mi vsi rekli, ne mi v PDF-ju, dej v Wordu mi pošli, da se je to pač uredilo, recimo tako. Kako se je pa razvijala brajica po smrti Luje Braja? Kaj se je dogajalo z njo? Brajica je bila precej eksotična zadeva, takrat, ko je Luj Braj leta 25 predstavil. Ali 24, končno 24, Tako da v Angliji so imeli nekaj 10 pisav, tam imate, lahko pogledate, ko so naredili razpis in Društvo za umetnost, so naredili razpis, so mislili poenotiti to pisavo, ker je vsaka šola imela svoje pisavo. No in je potem, ampak jih prišlo še več teh pisav, eni so se prav tako izživljali, sploh niso nič razmišljali, kaj bo naredili, ampak so kar neke stvari. No in potem je bil pa en doktor Armitaž, član kraljevega tega zdravstvenega doktorskega ceha, ki je pa bil slabovidni, oslepel in je potem zbral vse te pisave po svetu in je pregledal jih in je ugotovil, da je res brajica najboljša. Da ni boljše pisave kot je brajica in je tudi predlagal. Potem so pa seveda bili ti razni kongresi. Jaz sem potem na enem kongresu, letnico se da najmanj spomnil, da so pač sprejeli. Ampak so rekli najprej popravljeno brajico, potem so šli pa spet nazaj, zdaj popravljeno. V tem smislu Luj Braj ni razmišljal, katere črke se največkrat pojavljajo. Ker namreč brajica je v tem smislu, da večkrat, ko se ponavlja, manj pik ima. Ampak zdaj recimo E se največkrat pojavlja, najmanj pik ima pa A. Recimo, tako se v večini jezikov se to dogaja. Tako da potem so imeli, recimo, Američani so imeli vojno pik, če ste prej videli, so se tudi toliko kregali med seboj, ko so rekli, katera bo prevladala, ko so začeli standardizirati zadevo, je nekdo na enem kongresu rekel, se takole, dragi moji, če kdo izumi novo pisavo za slepe, jaz ga na desno postavim. Dosti vas. Tako da potem je pa nekako po letu 20 se to totalno sprejela, leta 51 je pa UNESCO začel z tole unifikacijo oziroma tako da zdaj je, ne vem, okrog 142 pisav oziroma pisav pač.
črkopisov. Črkopisov, tako abecedo. Ja. Tudi v kitajščini jo poznajo, menda se tudi to raziskuje. Ja, tudi to sem šel pa v arabsko, pa zdaj sem bil napisal en članek o Esperantu za brajico v arhivih, bo išlo letos. Skratka, brajica oziroma črke so pač grafičen zapis zvokov, to nam je jasno. Da pač A bi lahko bil tudi E, če bi se mi zmenili. Dogovor. No in isto je v kitajščini, v arabščini pač po zvokih, s tem, da kitajščina ima isto na zvokih, je isto pač v tem smislu. Zdaj sem že to malo pozabil, priznam. Ampak vse imamo tam lahko pol se pogledamo, če bo še čas. Glede na vsebino tvoje knjige lahko rečemo, da si velik strokovnjak za opismenjevanje slepih, a se ti zdi, da je na tem področju treba še karkoli storiti? Bi lahko še kaj izboljšali? Ja, jaz mislim, da bi v šolah bi mogli malo več učiteljev opismeniti v tej smeri. Vse ne rečem, da se ne dela v to, ampak vem, recimo moja žena je bila učiteljica, in je rekla, da si ne predstavlja, da bi imela recimo enega slepega v razredu, ker je pač treba posebej se z njim ukvarjati, pa še imaš še dva avtista, pa tretje pa ti uniči so. Je pa res, da je pa bivša ministrica, tale, ko je bila pred 30 leti iz Primorske, se ne prvi, kar nam spomnil, je pa se naučila brajico, tako da je ta, kaj je že bila, Nataša Mihelič, kaj je bila, ti ne poznaš, je v bistvu lahko pisala v brajici. V primerjavi z Ivkojem Bavčarjem, ki je, ko je hodil na šolo oziroma na faks, je rekel, da je on pisal najprej v brajici, ko je mogel pa na pisalni stroj pa se to prepisati. Ko je oddal test. Ali pa recimo, ko so pisali, ko je recimo, ne vem, se ne vem, če še hodi v knjižnico, je razlagala, kako je asistentka namestnik pisala, ker ona pač ima multiple sklerozo, ne more pisati, in so se učitelji pritožvali, da to ne gre, da bi zdaj asistentka namest nije pisala, take stvari. To so bili kar grozne zadeve, včasih. Ampak zdaj mislim, da se to kar uredi, da zdaj dobijo status študenta. Ja, s posebnimi potrebami. Čeprav tako, s posebnimi potrebami so tudi ljudje, ki so više nadarjeni, bomo rekli. Ja, tudi ja. Jaz bi na tem mestu pozval še publiko, če ima mogoče kdo kakšno vprašanje za Dušana. A ta Sebastian Kamenik je slep? Ja, tam je zadnji sedi. Ja. Lado. Ja. Zanima me nekaj drugega, da je tehnologija toliko naprej, da umetna inteligenca bere tekst. Se pravi, vse se da sprogramirati, postaviš nek dokument in potem ne človek. Mislim, sposojen je seveda glasa nekoga oziroma ponarejen, bom rekel. Ja. In potem bi se dalo pravzaprav, si mislim, v tem kontekstu marsikaj narediti. Ja, že imaš te chat, recimo, pa še te drugi, ti lepo sliko opišejo. Ti lepo daš sliko not, pa rečeš, opiši mi jo in ti opišejo. Tako da je to, včasih vem, od leta 11 smo začeli z opismovanjem teh slik, to je bilo pač na Gibanju sodelujem, to je na Katja Sudec, in smo pač vse te slike, klasična dela, smo jih opisovali, to še zdaj dela Narodni muzej, oziroma Narodna galerija, še zdaj dela in ima sliko meseca in je lepo opiše, in je potem ta Luka jo objavi na internetu oziroma na strani. Zveze, pa v časopisih je objavljeno tisk. Ampak umetna inteligenca že to dela. Prav imaš pa tudi tekst, ki ti ga tudi prebereš. Celo tako ima zdaj, to sem pa zadnjič ugotovil, da imaš v Wordu
imaš eno komando, ko lahko govoriš in ti piše. To je vse zelo dobrega zadeva, zdaj tehnologija gre naprej. Ja. Zdaj dobiš tule pri tem Robiju, ko prodaja te pripomočke, dobiš lahko očala, ki jih daš pač gor in potem usmeriš v neko besedilo in ta očala ti preberejo, kaj ti piše na tem besedilu. Že imajo to te aplikacije. Tudi na telefonu piše. Ja, ampak to so očala, tako da lahko pismo, ki ti ga nekdo piše, ali pa časopis, ali pa dobiš ti neko priporočeno pošto z občine, ali pa tako, lahko ti to nastaviš pred očala in ti to prebere. Sej s telefonom pa poslikaš, pa vidite, določeni. No, jaz bi tu povedal samo eno stvar, treba se je zavedati, ne glede na vsa te tehnika, ki prihaja, ne glede na vse, je brajeva pisava še vedno tista, ki mora ostati. Ne glede na vse drugo, zato ker jaz še vedno trdim, da slepi brez brajeve pisave bomo kot narod brez vlastnega jezika. In tudi, če pogledate recimo, kar nekaj zdravil je že, ki so opremljena z brajevo pisavo in če si le malo se to naučiš, ne, je pa res, da problem je v tem, ker se veliko slepih je kasneje oslepelih. Kar pomeni, da so za časa svojega otroštva in mladosti videli, potem pa zaradi raznih delovnih nezgod, največkrat tudi sladkorne bolezni, oslepijo in nimajo volje se naučiti te brajice, čeprav bi bila v veliko pomoč. Res je, da se jo težje naučijo, ker so tudi blazinice od dela prstne seveda precej izrabljene, ampak kot sem rekel, brajica je še vedno tista, ki bo in mora obstati, ne glede na vse te pripomočke, kajti z umetno inteligenco je tako, pametna je, dokler jo ti uporabljaš v pametne namene. No, to so te točke, prosti. To so te točke, ki omogočajo, da lahko slepi terajo. Ja, razlog, zakaj ima brajeva celica 6 pik, je ravno v tem, da teh 6 pik lahko prekrije blazinica prsta. In zdaj seveda starejši, ko si, teže nimaš tega občutka. Sploh pa recimo kakšni kitaristi, recimo. Ja. No, jaz sem Dušana prosila takrat, če se spomniš, Dušan, ko sem te prosila, da mi pošlješ nekaj, da se sama učim brajico. Ja. No, in jaz sem prej kakor toliko videla, pa sem pa oslepela, pa sem se pohotela sama učiti brajico. Ja, in zdaj pa že knjige berem, ja. In je ratala in to je res ena tistih, mislim, da so samo ene dva sta bila taka v mojih 22 letih, kaj sem bil v Redki so pravzaprav res odrasli slepi, ki so se v odrasli dobi naučili brajico. Je pa res, da tukaj leta niso ovira, jaz poznam eno gospo, ki se je brajico naučila pri 60 letih. Tako da... Jaz mislim, da se že okolju. Tako, ja, jaz si želim, da bi bilo takih primerov čim več. A je še kakšno vprašanje za Dušana? Ne, jaz bi se Dušanu zahvalil, da je hotel sodelovati z Združenjem prijateljev slepih Slovenije, ki je to knjigo izdal. Zato, ker se mi zdi, da je to res najbolj, jaz bom rekel, kar poljubno znanstvenih prerezov zgodovine opismenjevanja, zato, ker se pri Združenju prijateljev slepih ukvarjamo tudi z ozaveščanjem o slepoti, veliko med odraslimi in mladimi. In se mi zdi, da smo v 22 letih delovanja kar nekaj naredili, tudi kar nekaj knjig različnih izdali, ampak se mi zdi, da smo tudi za tole Dušanovo zadeli terno oziroma žebljico na glavico in poslali v svet nekaj, kar bo razkrilo mnoga ugibanja
mnoga spoznanja, seveda, če bojo to ljudje želeli vzeti v roke. No. Obisk tule v knjižnici mi daje upanje, da bomo. Nekaj si jih seboj pa neslo, a ne? Tako. Ja, če kdo hoče kupiti, koliko se rekel, 15 €, gre pa v humanitarno pobiro. Ni pa v Brajici to napisano. Tudi v Brajici je to. Tam je v Brajici je napisano, tam je knjiga. Tam pa kot zvočna knjiga? Tudi je. Je v pretvorbi. Ja, tako. Uradno še ni, lahko pa malo prevajamo. Kaj je zvočna je že? Ja, ampak tudi uradno še ni, ne? Ali Lugaja. Mogoče je celo na kakšni aplikaciji že dostopno, tega pa zdaj izgleda. Je. Se čude že? Sam mislim, da je že. Sam ni za splošno javno uporabo, ampak samo za uporabnike zveze sledov. Če se bo slišalo. Slepi v antiki. Grška družba je obravnavala kot breme, a njihova vloga v mitologiji in filozofiji je razkrila drugačno resnico. Terezi, opomba 2. Terezijas je bil tebanski videc, ki so ga bogovi oslepili, ker je ljudem odkril božje načrte. Konec opombe. Je kljub slepoti edini razkril resnico o Ojdipu. Homerjeva slepota pa je postala metafora za notranji vid, sposobnost, ki presega fizično percepcijo. Njegova epa Iliada in Odiseja sta oblikovala evropsko kulturno identiteto. Za večino slepih je bila antika neusmiljena. Grški polisi so izvajali sistematično odstranjevanje invalidnih otrok. V Atenah je Solonova zakonodaja, 6. stoletje pred našim štetjem, dovoljevala očetu, da odstrani novorojenca s prirojeno okvaro. To prakso so utemeljevali zakoni o preprečevanju vzgoje deformiranih otrok, v navednicah, ki so invalidnost označevali za breme družbi. Filozofi, kot je bil Aristotel, so invalidnost imeli za neprilagojenost naravi, v navednicah. Platon pa je takšne osebe označil za škodljive, v navednicah, za harmonično družbo. Heziod je zapisal, da deformacije izvirajo iz božje jeze, v navednicah. Slepim je bilo prepovedano vstopanje v templje, ker so le fizično popolni smeli služiti bogovom. V času kuge ali lakote so jih obtožili kot grešne koze in jih obredno preganjali iz mest. Rim je sprva posnemal grško krutost. Slepi niso smeli sklepati pravnih pogodb, vladati ali sodelovati v verskih obredih. Fotografija, pesnica Sapfo z večdelno voščeno tablico. To ste pa prej videli, ne? Te voščene tablice so bile pa, mi si predstavljamo knjige kot knjige v današnjem času, ne? Takrat so bile knjige pergamenti, zvitki, ne? Zdaj, ampak to je bilo drago, to si mogel imeti žival, ki si jo ustrojil, zgojil, pod kožo ustrojil in tako naprej, in potem je bilo to drago in so uporabljali za pisanje, za zapisovanje, so uporabljali te voščene tablice, ki ste prej videli, ne? In pač to si zapisal, ne, in si potem zapisal in si imel pač potem zadevo. In si potem lahko, evo, to je to, ne. In si potem zakonico si pač napisal, s tem v zadnji si imel pa, da si pa zbrisal. Tako je bilo. In to je bilo pač vosek, ne, vosek si pisal, ne, in potem si pač z šilno zakonico si zapisoval, z starым delom si pa lahko lepo pobrisal, ne. In to je bilo v uporabi tam do, mislim, da do leta 1600, 1700 so bile te uporabi. Še celo, en je imel celo, ker tudi obstaja Braillova notacija, ne, in je imel v tej Braillovi notaciji, je imel zapisano, in Orglar je imel celo zapisano note te Braillove za igranje po cirke, ko je igral pri Maša. Jaz bi šel eno vprašanje.
Glede na to se nahajamo v splošni knjižnici, če bi lahko, in avtor Dušan in vsi prisotni strokovnjaki, nam lepa priložnost je postregli s kakim namigom, na kak način lahko knjižnica svoje vsebine in programe za slepe in slabovidne, poznate to, kaj imamo lupo, imamo zvočne knjige, ampak predvsem v prihodnosti, kaj se vidi, v katero smer bi mogli delovati na obeh tirih, se pravi, glede ponudbe gradiv za slepe in slabovidne, pa po drugi strani za vse, ki vidijo osvetljevati pomen vsega tega, o čemer danes govorimo. Res bili hvaležni vsakega namiga, ker se veste, v splošnih knjižnicah nismo strokovnjaki na tem področju, imamo pa uporabnike in bralce in bi si še želeli še kaj več narediti, pa mogoče iz prve roke, kar je danes prilika. Jaz lahko rečem, da ste me malo presenetili s tem vprašanjem, ampak jaz mislim, da glede na to, da se knjižnice že v osnovi trudijo za to, da bo gradivo čim lažje dostopno ranljivim skupinam, je že, ne vem, nakup neke lupe ali pa drugih tehničnih pripomočkov, ki bi lahko slepim olajšali branje, velik korak naprej, da bodo slepi lahko dostopali do gradiva. Jaz mislim, da naša knjižnica preko koncesije sodeluje s splošnimi knjižnicami v tem smislu, da jim letno pošilja določene izvode zvočnih knjigov slovenskih avtorjev, ravno s tem namenom, da je lahko tako neko splošno gradivo lahko dostopno slepim. Mislim pa, da je prav, da vseeno hranimo tudi prepis knjig obrajcev, ki izposojajo takih knjig, ki zaenkrat omogoča naša knjižnica. Smo pa zmeraj odprti za predloge članov, če si želijo neko knjigo imeti v brajici. Če je le možno, jo pretvorimo. Je pa res, da je težava brajice v tem, da zasede veliko prostora. Zato se mi zdi fino, da je poleg brajice gradivo dostopno tudi v zvočni tehniki, ker zvočna tehnika pa omogoča ravno lažji dostop, pa tudi slepi lahko poslušajo besedila, ki so daljša. Ker recimo Dušanova knjiga pa je tenka, če jo zdaj takole pogledate, tole obsega v brajici 2 zvezka. 2 zvezka, tam je kako vidite, ja. Težava brajice je ravno v tem, da zasede kar precej prostora, zato je fino, da je gradivo dostopno v več tehnikah. Je pa res tudi, da je precej gradiva dostopnega na Kobiseli. Zdaj, želja recimo inštitucije, da bi se slepi lahko posluševali od elektronskih gradiv. Tukaj pa mislim, da trčimo tudi na težavo v tem smislu, da bomo mogli tudi slepim omogočati, da se bodo naučili rokovati sodobno tehnologijo oziroma razno programsko računalniško opremo, ki jo uporabljajo, običajni uporabniki splošnih knjižnic oziroma naredili dostopno tudi za slepe. Govorim recimo v tem smislu, da bo Kobis dostopen za slepe, da bo slep lahko v Kobisu pogledal, katera knjiga je prosta in jo mogoče, ne vem, če bo dostopna recimo v zvočni tehniki, si jo sposodil v knjižnici ali tako. Skratka, težko vam dam nek enostranski odgovor na to vprašanje, je pa dejstvo, da bomo mogli na tem področju še precej narediti, da bomo lahko slepi in slabovidni enakovredno vključili v družbo. Ampak sej... Jaz pa mislim na druga stvar, gospod je dal kar dobra izhodišča, in jaz knjižnice vidim tule pod 2 poligona. Se pravi, prvi poligon je to, da so knjižnice tiste prve, ki, recimo jaz imam velike probleme, izda nek naš slep avtor pesniško zbirko ali pa prozo, knjižnico težko, ker ni ne vem kako znan, marsikero knjižnico težko prepričaš, da bi pa le vzela kak izvod. Že s tem bi lahko knjižnice pomagale, predvsem tem invalidnim avtorjem, ker, glejte, sej nekdo, ki izda knjigo, ne vem, imamo poezijo, pa imamo človeka, ki je bil prvak v erotični poeziji, kako se je že reklo, tisti nagradi Duša. Ja, recimo, pa tako naprej. Ne ponujamo nekega, bomo rekli, šodra. To bi bila prva stvar.
da bi se knjižnice bolj vključile v predstavitve takih avtorjev. Ne, recimo, jaz vas vsako leto lepo povabim na Bisere Savinje, lahko prijete tudi predstavniki knjižnic. Medijsko je tudi zelo oglaševano, tako da se točno ve, ponavadi je tudi drugi vikend v oktobru, drugo soboto, kjer se zberejo tako literati iz domovine in tujine in tudi sami na licu mesta vidite, s kakšnimi literarnimi deli se predstavljajo naši, ker je ogromno, ne? Ker morate vedeti, da je kultura, ne glede na to, kakšna literatura pa sploh, je tista, s katero se invalidi najlažje vklopijo v širšo družbo. Na drugi strani pa, zakaj pravim, drugi poligon so lahko knjižnice. Knjižnice so lahko enkratno prizorišče združevanja, zbijanja predsodkov, se pravi med polnočutnimi in recimo slepimi ali pa drugimi invalidi, si konec koncev ni pomembno, ampak ker ste vprašali za slepe in slabovidne. Namreč, kaj je problem? Problem je, da v današnjem času, ko je vse tek vizualno in to, se enostavno ljudje niti ne upajo pristopiti in spregovoriti z nekim slepim. Kaj šele, da bi sklenili kakšno boljše poznanstvo in tako naprej. Jaz mislim, da je knjižnica res en idealni kraj, kjer bi se lahko razbijali predsodki, stereotipi in mislim, da nekatere knjižnice, vključno z Velenjsko knjižnico, se tega že poslužujete. Jaz sem že imel za gospod Bercko Eisenreich tule par let nazaj odlično predavanje o slepoti in tako naprej. Ne. Je pa res, težko je pa polnočutne v današnjem tempu, v današnjem načinu življenja prepričati, da bi si vzeli čas, se usedli pa poslušali 45 minut predavanja o slepoti, kaj šele, da bi potem vzeli neke stvari zdrave za gotove, kot se malo bolj popačeno reče, ker enostavno, ja, vse rečejo, ne vem, mu poveš, ta pa ta slep upravlja ta poklic. Ja, super, 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 gre pa čez vrata, pa si mislijo, kaj bo on upravljal ta poklic, se ga ne more. Ne. Če te nadgradim, jaz vam eno idejo, Stanke Ledinekov sicer ni tukaj, ampak sem pripričan, da jih boste povedali, ne, ona bi lahko, tukaj imamo nekaj slepih, ne, ki bi se lahko vključili v bralni krožek oziroma tisk, ne. Recimo se povežete z Lukom, mi bomo imeli, ne vem, imate to in to knjigo v knjižnici in potem bi pač slepi lahko tisto knjigo dobili, prebrali in potem bi še vi videči to prebrali in bi lepo se lahko vsi enakovredno pogovarjali. Če lahko iz prakse povem, iz knjižnice. Mi smo v bistvu, so tukaj Olga pa Mira Njerič, mi ta bralni klub Moč branja smo pravzaprav začeli, ravno s temi ranljivimi skupinami, in tudi Olga je dolgo let hodila k nam, se zdaj nima časa, pravi, nima pa časa, ampak dejansko moram reči, da knjižnice se zelo vključujemo, vsaj Velenjska, pa tudi si upam reči, da veliko slovenskih splošnih knjižnic se vključuje in mislim vključuje, slepe in slabovidne z raznimi razstavami, predstavitvami knjig, tudi mi, ker smo že šli v vašo knjižnico. Tako da verjamem, da bi lahko bilo tega več, ampak moram reči, da se mi zdi, da se vključujemo in vsi vabljeni v naš klub, bralni klub Moč branja, tudi lahko greste na spletni bralni klub, ki ga ima Stanka Ledinek in se priključite. Imamo zdaj te elektronske knjige, zvočne knjige, ki so dostopne preko Kubis.ela, tako da se mi zdi, da gradivo je kar dostopno, je pa res, da je potrebno pač znati to uporabljati. Mene je zdaj, da prešilna ena lepa misel, kolikrat uporabil frazo smo kot ena velika družina. Ampak dejansko, če pogledaš knjižnico kot tako, ne si bo kot prostor ali pa kot, kako jo ljudje radi obiskujejo ali pa tako naprej, dejansko so lahko obiskovalci knjižnice res ena velika družina in so knjižnice tiste, ki vzbujajo ne samo za 4 zidovi doma, ampak v javnosti nek prostor domačnosti, prijetnosti, topline. In mislim, da to knjižnice znate in s svojim delom, s svojim poslanstvom boste to še veliko več. Je pa res, da vi se lahko trudite, lahko se raztrgate, če ne bomo ljudje dojemljivi za to,
kaj nam dejansko prinašajo tako knjižnice kot literatura, so vsi napori za manj. Jaz sem se tudi odločil, recimo, ker bom v letošnjem letu, upam, da že pripravil recital bralni Šifrerjevih pesmi, kajti jaz trdim, da so Šifrerjeve pesmi uglasbena poezija. In jih bom, ravno zato ne bom govoril na pamet, ampak jih bom po raznih knjižnicah in manjših dvoranah prebiral v Braillevi pisavi, ravno zaradi tega, da prvič predstavim njegovo delo na malo drugačen način, pa seveda zraven tudi brajico in da lahko s to brajico enakovredno nastopim nekomu drugemu. Tako da bom vesel, če bomo tudi v Velenju. Ja, vabljeni ste. Zdaj, ko smo že pri poeziji, bom jaz izval še Dušana. Dušan je ne samo ljubiteljski raziskovalec zgodovine slepih, ne samo velik kulturni delavec, ampak tudi pesnik. Tako da ga vabim, da prebere eno od svojih pesmi in s to pesmijo bi tudi zaključil današnji pogovor in se obenem zahvalil vsem prisotnim za udeležbo in pozornost. Jaz bi rekel, ne samo, da sem tudi pesnik, da poezije pišem bolj malo, zato ker že tako velike se ukvarjam s tem slepim pisateljovanjem, ampak jaz sem tudi programski vodja Finžgarjeve galerije v Ljubljani, v Trnovem, ker pripravim približno 10 do 12 razstav. Zdaj trenutno imam Janeza Bernika, akademika pa Milček Komelijo naredil otvoritev, to je zdaj 10. maja. Pol pa še tudi takih bolj uspešnih. Tako da to sem kultura je moje življenje že od, ne vem, 14 leta naprej, kar sem vstopil v Kino klub Gorenje, takrat naprej se počel s kulturo. Neva se smeji, že toliko časa se poznala, Neva. Ja, zdaj z Lukom sem se pogovarjala, da bi pol na koncu tudi jaz kot bivši pesnik prebral nekaj na koncu. Zdaj, jaz sem se odločil, da bom naredil nekaj, kar še pravzaprav nisem. Drugo leto je 40 let od izdaje moje pesniške zbirke Sličen smeh lesnih črvov, ki smo jih dali tukaj v Velenju, to je bilo Gibanje hotenja, katere so ustanovitelj sem, in bom zdaj prebral eno pesem, ki sem jo takrat napisal, in potem isto temo, ki sem jo recimo skoraj 40 let kasneje obdelal malo drugače. Na vsojni strani sobe druge roke igrajo znana pev. Med zvenom klavirja se mi zazdi, da slišim smeh lesnih črvov. Odkot poznaš melodijo? No in zdaj, par let nazaj, napisano Volare, slov, konec je. Končano je življenje. Zveni tako preprosto, znano. Letni čas, vreme ni pomembno. Bolečina, žalost, vedno sta enaki. Oči iščejo nebo, a srce je v prahu zakopano. Toliko je upanj zdaj odletelo. Razmišljaš, kaj se bi še morala storiti, a toliko desetletij sva imela na razpolago. Ja, hvala vam. Povabih še enkrat, če bi kdo želel. Jaz bi pa te knjige. Ja, pa če kdo želi, ne. Knjiga je skoraj razprodana, oziroma bomo rekel. Ja, zadnja škratna. Ja. Ja, tam še lahko pogledate. Imate kaj drobiža za nazaj dati? Nimam. Imaš ti kaj? Ne, drobiža pa res.